Živijo. Moj tokratni gost je človek mnogih talentov in znanj. Je v tujini in doma nagrajeni pisatelj, filmski scenarist in režiser, strokovnjak za uporabniško izkušnjo, doktor antropologije in eden najbolj branih slovenskih kolumnistov. Poglej, kreten, ko se pišejo kolumne, ne pa tako slabo, kot ti pišeš. Kolumnist, ki razgalja slovensko dušo in pojasnjuje ali celo napoveduje odzive naše družbe. To mehča družbo v tem smislu, da je Slovenija zelo fajna zaživeti glede na socialne stike. Je kolumnist, ki aktivira družabna omrežja s svojimi razmišljanji. Ampak mnenje je v resnici bolj posledica čustvenega sistema v možganih. In zdaj te vdorov čustva je totalno preveč, absolutno. Dame in gospodje, moj tokratni gost je dr. Miha Mazzini. Uživajte v najini vožnji. Živijo. Ti si tam v koledar neki 3 ure dal. Ne, to sem zaradi tega, da mi ne nagnajo drugi. V redu, Ker imam- dveh moram biti nazaj. Kako bi ti rad videl, da bi te ljudje prepoznavali? Nima neke te želje, da bi jaz tam se šetal, pa da me prepoznava. Jaz sem ipak v neko javno zavest najprej stopil kot računalnikar, veš. Ampak to zaradi tega, ker si priročnike delal za to. Priročnike pa sem tudi pisal, veš, za vse te revije. Monitor. Začel sem moj mikro, pa monitor od prve številke. Koliko nisi napisal? Ne vem, jaz na pamet. A je velja, da si jih 19 napisal, pa 10 priročnikov? Mogoče, ja, ne vem, res ne vem. Se pravi, nima smisla, da te sprašujem, kjer je bila najbolj prodajana. Najbolj prodajana je bila ta prva, pošla pa sam še nazdol. Koliko je to izvodil? Ne, hecam se. Koliko je to izvodil? Prva knjiga Drobtinice je bila prodana v 54.000 izvodov. Takrat je pač Prešernova družba imela nek knjižni klub, kjer so se ljudje naročali na te knjige, na pakete knjig. In to se je točno videlo, veš, da so ljudje to kupili ne zato, ker je moja knjiga not, Pa je bila dobra distribucija pošlihtana. izjemna distribucija, takrat inovativna in vse tako. In to se je videlo potem, da jaz recimo veš, prvi let, drugi let praktično nobenega odziva od nikoder. Pojem je stotine ljudi to rekli in pojem je bilo dolg čas in sem rekel, da jaz to malo pobrskam in sem začel brati in nisem mogel nehati. Ne. In potem je pa to po parih letih je pa prav tako eksponencialno eksplodiralo dejansko. Ne. Ampak verjetno te je več javnosti, bolj kot, ne vem, scenarista filmskega, pa režiserja, pa pisatelja te pozna kot kolumnista. Ne? To je pa res. In je zanimivo, veš, ker za Sivor sem jaz začel pisati in nisem niti vedel, kva bi bila to neka tema. Ampak eno od tem, ki sem nekaj cajta res razmišljal, so bile pa te neke posebnosti te slovenske mentalitete, da tako rečem. Jaz pravim, da si ti človek, ki je razgalil slovensko dušo v svojih kolumnah. Saj jaz, ki gre to preberem. A je to res slovenska duša ali se vsi narodi tako približno obnašajo? Če ti vprašaš Slovenca, kjermu narodu naj bi bili najbolj podobni in nenadoma veš neki Nemci, a veš, pa ga vprašaš, a veš, v principu, kva pa mu je fajn v life, piknik, pa frendi, pa morje, stari Mediteran, ne, veš, Mediteran. Ko so delali v Ljubljani, mislim samo takrat, ali v 18. ali kjermu stoletju, prvi popis prebivalstva, ne, in je bilo tako zanimivo, tretjina Nemcev, tretjina Slovencev, pa tretjina Italijanov. In ta italijanski element, ne, veš, kar nekaj se ga nerode, ne, veš. To mehča družbo v tem smislu, da je Slovenija zelo fajna zaživeti glede na socialne stike. Se mi zdi, da znaš zelo zavzete bralce narediti. Ti prav študiraš to, kako boš naredil nekoga tako zelo engage, ko to bere? A veš kaj, v biti ne. Jaz mislim, da absolutno, a veš, imamo mi hiperinflacijo nekih mnenj. Mnenje je v resnici bolj posledica čustvenega sistema v možganih. In zdaj te vdorov čustva je totalno preveč, absolutno. Se ni naloga kolumnista, veš, da se zdaj isto ljudje, da bodo bralci isto mislili. Kje pa? Ampak če ga spodbudim nekoga k razmisleku, čakaj, To je namen. to je namen. Ampak se so tudi drugi kolumnisti, pa niso tako šerani, ne? To se vse strinjam. Je pa jaz, če kaj, no, a veš, sem vsem pisatelj, se so tudi kolumne, ki so grozno napisane, ne, ljubi Bog. Ne. Hočeš povedati, imaš tudi te tehnične veščine, ki jih to rabiš napišem, imeti, da je dobro Da je napisati. stvar dobro napisana, ne. A so vse teme primerne, da naredijo bralca tako zavzetega? Recimo, ker sem jaz svoj prvi članek davno nesel na moj mikro, mi je dejansko takrat urednik odklonil, da čakamo, tako pa ne moramo pisati za časopise, ker jaz sem začel z neke osebne izkušnje. In to je struktura moje kolumne v principu. Nekaj se mi zgodi, potem preverim podatke in raziskave na to temo,
potem pa povem svoje mnenje. Se pravi, iz ožjega na širše grem, prek podatkov in raziskav. Katera od tvojih kolumn je bila najbolj brana ali pa najbolj odmevna, pa odzivna? Slovenska mama. Slovenska mama. Okay, najprej so to kolumno blazno so delili. Potem so jo ljudje začeli kopirati po svojih blogih, ampak so me podpisvali. Macini je na to napisal bla, 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 in so skopirali kolumno. Potem so jo začeli krasti, se pravi, so odrezali moje ime pa priimek, pa so to objavljali kot svoj tekst. Ne. In nazadnje sem celo dobil mail od enega s tem tekstom. Poglej, kreten, ko se pišejo kolumne, ne pa tako slabo, kot ti pišeš. Krog je naredila. Ja, krog je naredila. Zdaj vidim, da se s cepilci oziroma proti cepilci ukvarjaš. Ljudje so tako zavzeti ali za eno ali za drugo stališče, da so pripravljeni komentirati, tudi če neumnosti počnejo. Mislim, absolutno se tle noče imeti ta prepir cepilci, anticepilci. Jaz pač podatke spremljam, svoje mnenje imam tudi. Ne. Pazi, kako sem rekel, to niso novice, to so čustveni izbruhi, ki krožijo okoli. Mi so povedali, da si doktoriral iz antropologije. Ja. Predtem si magistriral iz filmske scenaristike. Ja. Kot antropolog, a bi ti znal, recimo, če so se dotaknili cepljenja, povedati, kakšna bi bila morda kampanja ali pa PR, ki se ga grejo, da bi to drugače vplivalo. Kdorkoli vstopa v pogovor, to sem pisal enkrat v eni kolumni, so samo 3 možne pozicije, iz katerih ljudje grejo v pogovor. Ena je pozicija odraslega človeka, ki drugemu odraslemu nekaj razlaga, nekaj je otroška pozicija, ena je pa ta starševska, pozicija. Ne? Zdaj, če ti pogledaš te voditelje, kdo so šli odrasli, kot odrasli se pogovarjati, ta novozelandska, pa Angela Merkel, pa to. Pa so bili otroci, ne? Trump, virus ne obstaja, to nav prišlo, to je otrok, ki zanika pa trepa. Tukaj je bila huda napaka, že prva je bila seveda izbira Kacina, ki je prišel v starševsko pozicijo, tega moralističnega starša. A se spomniš, ki je razlagal, eni se poljubljajo v Tivoliju, zaljubljenci se poljubljajo širijo. Kakšno vezo ima to, da on pride v Tivoliju, se pa eni poljubljajo? To je moralistična starševska pozicija. Problem teh pozicij je, da samo odrasla pozicija drži tudi drugega v odrasli poziciji. Starševska pozicija porine unga drugega v otroško. In poj, če nekdo nate gre kot starš, pa ti začneš reagirati kot otrok. Če pa nekdo gre nate kot otrok, pa ti skočiš v starševsko, da bi nekako obladal škodo, ki jo dela otrok. Zdaj pa po letu, več kot enemu letu, te silno slabe komunikacije in slabega vsega, je pa to zaupanje tako silno načeto, ne, da isti ljudje ne morejo čisto nič spremeniti v komunikaciji z ljudmi. Se pravi, bi mogli čisto en nov reset narediti. En reset bi mogli tukaj narediti. V bistvu samo ponavljati samo enih par dejstev. Pa misliš, da bi še vedno s strašenjem lahko bili uspešni? Ne. Strašenje je starševska pozicija. Avtoritaren starš, ko zdaj straši enega otroka, ko vse se bo zgodilo. Jaz mislim, da danes so ljudje preveč informirani, preveč so povezani med sabo, da jih lahko ustrašiš. V kakšnem razmerju misliš, da bi si mogli razdeliti prihodek od ene knjige, avtor, založnik pa prodajalec? To je neko ameriško pravilo, ki načeloma tudi pri nas čisto velja. Avtor dobi načeloma €1 oziroma $1 od tega predmeta. A se s pisanjem da preživeti v Sloveniji? Načelen odgovor je ne. Čeprav jaz mislim, upam, da Tadej Golob zdaj lahko preživi od pisanja. Prvi razlog je zato, ker ne živi luksuzno, ne? In pač vsak let napiše uspešno kriminalko. Ne? In hvala Bogu je naredil to serijo, ki je dobila te redne bralce in tudi kupce. V koliko jezikov si bil prevajan ali pa kateri v tvojih del je bil najbolj prevajan? Mislim, jezikov 10-11, nekaj tazga. Ko jaz nek roman recimo končam, ga takoj iz lastnega žepa plačam prevod. Ker prvi zelo pazljiv bralec mora biti prevajalec. Že tam jaz ogromne stvari nejasnosti razčistim in spedenam. A ko napišeš recimo neko gradivo, je to kolumna, je to pač knjiga, a daš nekomu prebrati preden daš do urednika, da dobiš kak feedback? Ne, za kolumne ne dajem nikomu zabrati. Nekaj pravilo, ki ga je zmeraj dobro upoštevati, je prespi. Se pravi, napišem, prespim in zjutraj še enkrat preverim, če vse štima. Kaj pa nagrade predstavljajo v tem biznisu?
En segment je mladinska, otroška literatura, kjer se dejansko pozna v vabilih na nastope. Kar se tiče pa literature za odrasle, edino moram reči, kar se je poznalo v nekem smislu, je Kresnik, veš, nekih mojih rednih bralcev se nekako pomirjeno mi oglasil, da zdaj, ki me je pa kritika prepoznala, so pa pomirjeni, ker skozi so prej neki dvomala, to je pa zdaj, a veš, visoka kvaliteta. Veš, ko berem, recimo te tvoje kolumne, se mi zdi, da v bistvu bi ti komot napisal scenarij za naslednjo sezono Black Mirrorja. Lik zdaj delam na nekaj, kar je zelo v bistvu Black Mirror na nek način. No. Pisanje scenarijev je v bistvu zelo zoprno pravilo, veš, ker je v 99,99% je brez veze, ker se nikoli ne posname. Jaz, ko gledam, koliko sam preberem, pa kje berem. Ne? Beremo več, kot so kadarkoli prej v življenju, ampak v to branje šteje unih 90 metrov feeda na Facebooku. Mi beremo količinsko, tako kankoli v zgodovini, toliko veliko niso brali. Najbolj dragocena stvar, s katero smo rojeni, je pozornost. In pozornost zahteva tudi največ energije. Osnovna enota naše pozornosti je 3 sekunde. Kar pomeni, za nekaj se sfokusiraš 3 sekunde in potem moraš štepati zraven po 3 sekunde. In to je fizično zelo naporno. Ampak, veš, če je zdaj problem? Načeloma, poenostavljamo, pa gledamo, možganska polovica se ukvarja s temi koščki. Desna pa te sestavlja širši smisel vsega. Ne? In zato je za desno možgansko polovico zelo dobro, da odpreš knjigo, pa 2 ure bereš, ker si pa eni stvari, pa eni temi, v enem settingu si. In to ravnotežje je zdaj zdrsno čisto na te tvite na mehne koščke, a veš. In boriti se moramo za dolge kose. No. Kaj me še zanima, a imaš kakšna povpraševanja, recimo, da se na te obrnejo kakšna podjetja, da bi jim svetovanjem pomagal o tem, da bi lažje razumeli svoje stranke? Mene tako kar kličejo iz firm, da imam kakšne predavanje, a veš, tudi na kakšno temo se zmenimo, a veš, za njihove zaposlene. Ampak tudi politične stranke tudi verjetno ne poskušajo angažirati, da jim kaj pomagajo. Ja, sem znance povsod, pa vsi pravijo, da imajo oni politične stranke, imajo seveda neke sezname, da tako rečem, kdo je, a veš, zanesljiv, kdo ni. In mene imajo na listi nepredvidljivih, kar jim je zelo dobro. To mi je pa zelo všeč. Veš, ker za mano ne stoji nobena politična stranka. Ni zdaj, ne vem, da Janša nekaj izjav in Janša tako pluval. Ne. Lahko se včasih strinjam, včasih se pa ne strinjam. A bi imel idejo, kako povečati udeležbo na volitvah? Spet so pri teh pozicijah. Ne. Ena oblika te skrajne starševske pozicije je aroganca. A veš, nič ne boš pojasnil, jaz že vem, kva je prav in tako naprej. Ta vlada ima dejansko hud PR problem, ker komunicira stalno s te starševske arogantne pozicije in nasmeče v poziciji unga otroka. Zdaj bomo pa mi nagajali, veš, in skozi se tle vrtimo. To je težko presekati, sploh ne vem, kako se to da presekati. Veš kako? In to je, če en antropolog je prav to delal research. Delajo sicer v podjetjih, ampak velja povsod. Če se direktor začne obnašati kot odrasel, nenadoma se tudi delavci začnejo obnašati kot odrasli. A misliš, da lahko ti spremeniš to vlogo, pa se začneš obnašati odraslo, ker vse, kar si delal, si bil 20 let navajen, ali pa 30 biti starš, ne? Ja, in to pa je problem, ja. To se pa strinjam. Jaz imam tak občutek, da skoraj vsakega človeka skoraj vse lahko naučim, pa skoraj nobenega ne moram nič spremeniti. Ne? To je pa res. To si pa zelo lepo povedal. Kaj ti je vir inspiracije? Največje opazovanja. Ostala mi je ta otroška radovednost. Čakamo, zakaj pa zdaj to te tako delajo? Zakaj pa se zdaj to tle... Na čem pa zdaj delaš, ko nastaja še nov film, knjiga? Veš kva, jaz sem zadnje, to pandemično leto sem končal neko knjigo. Takrat začela se je pandemija, pa jaz sem bil nikakav sem bil. No? In vsi moji znanke in znanci, veš, vsak mu je dober nasvet. Ja, Miha, pejt k šamanu, ja, ali pa Miha, ja, pejt malo kamino prehoditi, ali pa Miha, ajuasko vzem, ali pa Miha, ne, blazni nasveti, ne, jaz vsem, da jih mahno. Dokaj mi na neki točki in sem rekel, čakamo. In potem so vse te nasvete, naredil sem seznam teh čudežnih zdravil. In sem rekel, zdaj bom pa jaz vse naredil naenkrat in pa je o tem napisal knjigo. No in to. Imaš kakšen karierni cilj, ali je to bolj nekaj, ki si mladi postavljajo, ali pa mlajši postavljajo? Ampak eno rečemo željo ali karierni cilj sem imel, da bi lahko živel od pisanja oziroma od umetniškega ustvarjanja. In ga še nisem dosegel, kar tudi ni slabo, prej ga bom že. Kaj bi bila prva asociacija za vrhunski produkt zate? Nevidnost.
da se ti je nek produkt vključi tako v življenje, da postane tok del tebe, veš, ne da se ti ukvarja z njim nikoli, a veš, da ga vključiš v življenje in komponiraš ga in je to. Kaj pa ti bi bila asociacija za vrhunski marketing? Neusiljivost, no, a veš, da nekdo z mano ravna kot z odraslem. No. Kaj pa ti bi bila asociacija na zadovoljno stranko? Nasmeh. Dream business? Pisanje, režiranje, to je meni. Zmeraj bolj me to zanima. Režiranje, tega se spomnim. Ja, filma, ja. Scenarij je najbolj introvertirana stvar na svetu, ali pa roman. Veš, ti sediš doma pol leta, vsak večer, klonk. Režiranje pa ko, ne vem, organiziranje, tam je 100 ljudi in ti pač moraš to zorganizirati, da ti delajo. Ne? Je najbolj ekstrovertirano delo. Miha, bi še na kakšno vprašanje odgovoril, ki ga nisem zastavil, ali pa bi rad delil kakšno misel s temi mojimi gledalci? Varno so se pripeljala do parkirišča. To je namen, da vsakič, ampak ni nič groznega. Ne, nič ni. Pa ekstremno počasi vozva. Ja, zdaj celo stojiva. Hvala ti. Hvala tebi. Me res zabava. Hvala ti.